Zdravo in dobrodošel na mojem kanalu More Than Networking, dobrodošel v svetu mreženja. Danes želim s tabo deliti nekaj stvari, nekaj nasvetov o tem, kako lahko v današnjem hitrem tempu življenja gradiš lasten uspeh in konstantno rasteš. Dejstvo je, da se ljudje že od nekdaj učimo od sočloveka. Že zgodovina dokazuje, da je prav, da imamo mi neko širino, da vidimo primer dobre prakse, vidimo nekoga, kako to dela, da nas usmerja nekdo, ki je na nekem področju bolj izkušen, kot smo mi. Resnica je, da noben od nas ne more biti strokovnjak na vseh področjih, ki jih od nas življenje pa posel pričakuje. In to je čist ok. V resnici je ključ do uspeha tvojega pa mojega v tem, kako znava izkoristiti znanje in izkušnje drugih ljudi. Daj bom s tabo delil dva moja primera. Glej, jaz sem že v osnovni šoli, tam mislim, da bil 5-6 razred, dojel, da ko imam problem, da pač moram prositi nekoga za pomoč. Doma te podpore mi niso mogli dati, niso znali, ne? In ker pač jaz sem rabo nekoga najti, ker sem vedel, da mi bo to najhitrejša pot, da rešim challenge, ki ga imam. Lej, takrat nisem imel možnost, da pogooglam, ne? Ni bilo še interneta toliko razvitega, ne? Ampak je bila edina opcija, da pokličem, stopim do nekoga, ne? Za katerega verjamem, da mi lahko pomaga na pač tam, kjer imam jaz challenge. In trik je v tem, da sem jaz kot mulc vedel, da moj sosed, ne, obvlada matematiko pa fiziko. Vsi so to govorili, celo naselje, ne? In pač na meni je bilo sam, da pač pridem in da ga pač vprašam ti, a mi lahko pomagaš. In tle je najbolj pomembna stvar v tem, da se pač zavedaš svojih problemov, ne, in da znaš zelo pomembno prositi za pomoč. Ne, se še enkrat, ne moraš vsega obvladati, to je čisto v redu, ampak se moraš zavedati, kje te zmanjka. Tako sem jaz vedel, da me zmanjka pri matematiki. Peti dam še en moj primer. Rečemo, danes je pač, je to že nekaj časa, znanje digitalnega marketinga zelo pomembno za nas podjetnike. Ne, digitalni marketing je področje, ki ga jaz nikoli nisem vladal, zato sem se jaz v eni točki pisal na en tečaj. Jaz sem ugotovil, da je zadeva valjda koristna, zanimiva, ampak da jaz pač ne morem biti strokovnjak za digitalni marketing, za kampanje, dizajn pa vse ostalo. Ne. Jaz sem rabo razumeti stvari. Ne. Vem, kaj challenge, nam je ogromno stvari dostopnih. Ne? Veliko tečajev, veliko znanja lahko pridobimo takole. Moja odločitev je takrat bila, da jaz hočem biti strokovnjak za marketing, mislim za mreženje, ne za marketing, in da pač jaz moram na tem področju ful delati se izobraževati. Moram pa razumeti digitalni marketing. Ne? Torej, jaz sem dejal, da razumeti moram digitalni marketing, ampak da bom pa delal nekaj drugega in da bom jaz najdel ljudi, ki bojo to vladali pa mi klej na tem področju pomagali. In namesto tega, da sem se jaz poglabljal v digitalni marketing, ker sem porabil kar veliko časa za to, ne, jaz sem pač odločil, da bom pač enostavno delal to, kar me navdušuje in da pač bom na področju, ki je meni ključen, tam najboljši v Sloveniji in širše. To je bila, rečemo, moja vizija. Pa greva to pogledati še malo širše. Lej, ko imaš enkrat jasno predstavo o tem, kaj si ti želiš, kakšna je tvoja vizija, je zelo pomemben naslednji korak, da poiščeš ljudi, ki so na tem področju uspešni, ne, in ki ti lahko na tem področju še dodatno pomagajo. Ne gre za to, da ti pristopiš do prve osebe, ki ti pride na misel, ampak da najdeš osebo, ki je na tem področju se že dokazala. Ne? Zdaj, dostopni so ti povsod, družabne mreže, LinkedIn, Facebook, Instagram, lahko se valjda aktiviraš lahko svojo mrežo, pa jih vprašaš, poznaš koga, ki je na tem področju pač dober, pa on lahko pomaga pri tem v prvem stiku. Kaj je pomembno? Ko ti stopiš v stik s takimi ljudmi, ne, je ključno, da postaviš smiselna vprašanja. Torej, sprašuj, kako so oni dosegli svoj prvi uspeh, prvi mejnik, kaj so oni morali za to narediti, da so napredovali, kdo je njim pomagal, kaj so brali, kaj so jedli, koliko spijo, pač karkoli je treba. Ne? Ljudje, ki so uspešni, verjemi, oni bodo z veseljem delili svoje izkušnje.
In prav te izkušnje ti lahko v neki točki ali odprejo oči, ti dajo neko novo idejo ali pa to smerijo pač nekem drugem napredku. Ko se tem začneš družiti s takimi posamezniki in ko se z njim ukvarjaš, jih spoznavaš, si že po defaultu bogatejši. Spoznaš novo osebo, za katero imaš ti eno dodatno poznanstvo več, to je neprecenljivo. Lahko da ta oseba koristi tebi, lahko da boš ti povezal z nekom iz svoje mreže in s tem pomagal nekomu drugemu. Ključno je, da ti pristopaš k tej osebi, ki te inspirira in pač posledično imaš takoj več pozitivnih učinkov. Sebi povečaš vrednost, se dodatno izobražuješ, rasteš, spoznaš novo osebo pač na drugi strani, ta oseba lahko postane močen člen tvoje mreže, ti pa te dobljene informacije lahko koristiš zase ali pa za nekoga iz svoje mreže. Zdaj tako, poanta cele zgodbe, zaključek je ful preprost. Vsak mora vedeti, na katerem področju želi rasti. Zato rabiš imeti pa vizijo. Vsak se mora aktivirati pa spoznati nove ljudi, ki ga inspirirajo. Vsak mora imeti načrt, katere veščine želi izboljšati, kaj mora dodatno ozavestiti. Zavedi se, da sem jaz sam nemočen, da si ti sam nemočen. In da nam pač ni treba vsega vedeti, vsega znati. Je pa prednost, če poznaš osebe, ki so vrhunske na določenem področju in ki ti lahko kadarkoli pomagajo. Tebi ali tvoji mreži. Te osebe te na dolgi rok lahko bogatijo, da ti pač kot osebnostno rasteš in kaj je zelo pomembno, zaradi teh oseb v lifeu ne boš padel v cono obdobja in nikoli ne boš zaspal. Ker za naju, ko so pač mala podjetnika, je zelo pomembno, da neprestano se učiva, neprestano rasteva. To je zelo, zelo pomembno. S to mislijo jaz zaključujem oddajo More Than Networking. Hvala, ker si bil z mano in ne pozabi, da je mreženje ključno orodje za gradnjo odnosov in uspeh v poslu. Če ti je bil ta video všeč, ga delj med svoje prijatelje in naj bo to tvoj prvi korak k navezovanju novih povezav. Se vidva naslednjič.